Lepo pozdravljeni. Sem Nike Kranjc, vodja oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu in sem tudi vodja mednarodnega projekta Smallwood. Današnja delavnica, dobrodošli na današnji delavnici. Današnja delavnica je namenjena temi rečenj v mlajših razvojnih fazah. Mislim, da se vsi zavedamo, da je rečenje v mlajših razvojnih fazah ključno za prihodnji razvoj gozda in tudi za kvaliteto lesa, ki ga bomo v prihodnosti dobili iz tega gozda. Na drugi strani pa so rečenja, v bistvu tudi, pa se ne samo v Sloveniji, ampak tudi po Evropi soočamo z zelo nizko realizacijo teh rečenj v mlajših razvojnih fazah. Zdaj, kaj so glavni vzroki za te nizke realizacije? Mislim, da veste vi boljši kot jaz, ampak po naših razmislekih o prijavi projekta smo ugotovili, da v bistvu eden od problemov je neznanje lastnikov gozdov oziroma nezavedanje lastnikov gozdov o pomenu teh gojitvenih del. Potem je rečenja v mlajših razvojnih fazah so seveda fizično zahtevno naporno delo. In kot tretje so ta dela povezana z visokimi stroški. Tako da, kaj lahko ponudimo lastnikom gozdov, da spremenijo to prakso, da spremenijo odnos do teh del? Ponudimo lahko nove tehnologije, inovativne rešitve, ki prinašajo predvsem nek ekonomski učinek lastnikov gozda. In današnja delavnica je posvečena prav temu vprašanju, se pravi nove tehnologije, inovativne tehnologije in tehnike rečenja v mlajših razvojnih fazah. Marsikdo od vas je že bil na našem demo dogodku pred dobrim letom, ko smo v Kočevju demonstrirali dejansko pred to sodobno tehnologijo strojnega rečenja v mlajših razvojnih fazah. Danes pa bomo predstavili nekaj rezultatov iz teh ploskov in pa vas prosili za aktivno udeležbo v kasnejšem delu. Toliko za uvod. Zdaj vam bi pa predstavila nekaj dejstev o projektu in ob koncu še nekaj povedala o programu in pa načinu dela na tej delavnici. Zdaj ne vem, a vidite kot celotni displej ali pa... Zaenkrat še ne vidimo full screen, zdaj pa vidimo full screen in v redu je. Super, hvala. Tako da Smallwood projekt je mednarodni projekt v okviru Forest Value programa. Vključene so 4 države, in sicer Švedska in Finska iz severa in pa Španija in Slovenija iz juga Evrope. In začel se je v februarju 2019, zdaj smo dobili podaljšanje do aprila 2022. V bistvu raziskovalno področje so inovacije, razmislek o upravljanju večnamenskih gozdov in nekako uveljavljanju inovacij. Naš glavni cilj pa je bil razviti oziroma oceniti neke nove tehnologije in pa pogledati, kje so novi poslovni modeli in prakse, s katerimi bi v bistvu pomagali lastnikom gozdov pri izvajanju rečenj, predvsem v mlajših razvojnih fazah. Kakor sem že rekla, namen projekta je pogledati, kakšne so različne tehnologije, kakšne so različne možnosti, tehnike dela v mlajših razvojnih fazah. Zanima nas, kakšen je odnos lastnikov gozdov do teh inovacij in pa gledamo, kakšni so neki novi poslovni modeli za povezovanje lastnikov gozdov. Na začetku projekta smo ugotavljali, da je v bistvu droben les, ki izhaja iz teh rečenj v mlajših razvojnih fazah, v bistvu velik neizkoriščen potencial. Po nekaterih ocenah ne bi bil ta potencial večji od 40 milijonov kubikov, na nivoju Evrope seveda govorim, in da je ta potencial pomemben za razvoj biogospodarstva v prihodnosti.
In po drugi strani pa imamo že neke na voljo neke tehnologije, neke inovacije, ki bi lahko pripomogle k ekonomičnejšem izvajanju del v teh naših razvojnih fazah. Projekt je razdeljen na 5 vsebinskih sklopov. Zdaj tukaj ne bom šla v detajle glede teh sklopov. Glavno je, da nas zanimajo različni vidiki sodobnih tehnologij, zanima nas produktivnost, socialno-ekonomski kazalci in pa vplivi na okolje. Na koncu pa v bistvu bomo poskušali narediti neko sintezo vseh teh različnih vidikov, uvajanja nekih novih tehnologij in tehnik pri delu. Tako da, kaj je fokus današnje delavnice? Predstavili bomo strojno rečenje v mlajših razvojnih fazah in pa v končni fazi bi želeli z vami narediti skupaj neko skupinsko presojo predstavljene tehnologije v naših razmerah. Se pravi, kakšno je vaše mnenje, kakšen je vaš pogled na uvajanje takih tehnologij in tudi tehnik dela. Tako da vam bomo predstavili sodobne tehnologije rečenja v mlajših razvojnih fazah in tehnike dela. In sicer tehnologija je strojna sečnja, mislim, da ni nič posebenega. Kar je novost, je izboljšana sečna glava brake C16C. In s to sečno glavo in s tem strojem, ki je tukaj na sliki, smo tudi izvajali rečenja v Kočevju. In te rezultate vam bomo predstavili v nadaljevanju. Kar je posebnost našega projekta Smallwood, je v tem, da je v bistvu po Evropi potoval stroj in strojnik. Tako da so bili vsi poskusi oziroma ploskve na Švedskem, Finskem in v Sloveniji, na Kočevskem, posekane z istim strojem in z istim operaterjem. Tako smo v bistvu pri analizah učinkov nekako izločili vpliv stroja in strojnika in gledali samo razlike v sestoju, razlike predvsem v sestojnih razmerah. Tako da te rezultate iz teh treh držav bo predstavil kasneje kolega Matevž Triplat. Nameravali smo narediti podobne poskuse v vseh 4 državah, ampak mi smo končali z našimi ploskvami v februarju lani in ko je stroj odpotoval iz Slovenije proti Španiji, se je že začel prvi val epidemije COVID. Tako da je stroj zdaj nekje se zataknil v Španiji in tam čaka, da bomo lahko izvedli terenska dela še v Španiji. Zdaj zaenkrat predvidevamo, da bomo to uspeli narediti v začetku septembra. Tako da, kaj najpomembnejše, kaj bi mi želeli danes z vami v bistvu s to delavnico doseči, pokazati vam rezultate iz naših ploskov v primerjavi s Finsko in Švedsko in pa na koncu, kakor sem že rekla, narediti neko skupinsko presojo predstavljene tehnologije. Se pravi, ste strokovnjaki, delate na področju gozdarstva, poznate sodobne tehnologije oziroma poznate obstoječe tehnologije in zanima nas vaš odnos do tega, kar vam bomo danes predstavili. Tole je program delavnice, v bistvu želeli bi v 2 urah nekje zaključiti, do 11 nekje zaključiti to delavnico. V nadaljevanju bo kolega Urban Žitko predstavil najprej tehnologije in nato tehnike rečenja, strojnega rečenja, potem pa bo Matevž Triplat predstavil še rezultate in vas nekako vpeljal v tisti bolj aktivni del delavnice. Tako da mislim, da Zoom že vsi poznamo, vsi znamo že delati, vsi vemo, kako te stvari potekajo. Kar se tiče vprašanj, imate možnost napisati v chat in seveda v delu razprave dvigniti roko, vključiti mikrofon in postaviti vprašanje. Prosili vas bi, da izpolnite anketo, dobili boste link tako v chatu kot na vaš mail. In takrat, ko bo Matevž predstavil, kako se izpolnjuje ankete, boste potem imeli čas, da jo dejansko izpolnite. Potem bi želeli predstaviti na hitro te rezultate, se pravi to, kar boste online rešili oziroma povedali nekako svoje stališče. In na koncu bo sledila razprava. Seveda po posameznem predavanju
lahko vprašate oziroma prosite za kakšno dodatna pojasnila. Drugače, glavna razprava pa ne bi sledila na koncu. Toliko z moje strani. Zdaj bi pa jaz kar predala besedo Urban Žitko. Ne slišite, Urban, veš? A se me zdaj sliši? Ja. Hvala. Lep pozdrav, jaz sem Urban Žitko, zaposlen sem na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Danes si bomo pogledali malo tehnologije, sečno-zbiralno glavo, pa posebno tehniko dela. A se vidi v redu? Ja. Hvala. Takole, to je kratek plan. Najprej si bomo čisto na hitro pogledali stroj za sečno, ki danes ni bistven. Potem si bomo pogledali sečno-zbiralno glavo, pa prilagojeno tehniko dela, ki se ji reče pasovno redčenje. Stroj za sečno v našem poskusu je bil stroj Komatsu 901.4. Ta stroj so kupili Švedi v okviru projekta, bil je rabljen in kupljen od ene strokovne šole. Posebnost pri projektu Smallwood, tako kot je že rekla Nike, pa je, da gre za isti stroj, istega operaterja v vseh 4 državah. Tole na sliki je sečno-zbiralna glava Brake C16 izvedba C. Gre za relativno novo tehnologijo. Proizvajajo švedsko podjetje Brake. Posebnost te glave pa je, da je posebej prilagojena majhnim premerom. Z enim rezom ima pa kapaciteto prereza 26 centimetrov. Če gre pa slučajno za kakšne večje dimenzije, se pa lahko glava premakne za 180 stopinj in odreže drevo še iz druge strani in ga tako podre. Glava se lahko namesti na stroje za sečno, zgibne polprikoličarje ali pa na druge stroje s primernim dvigalom, tudi na bagre in podobno. Namen te glave je za redčenja, za prva redčenja, za čiščenje svetlega profila ob gozdnih pa drugih cestah, čiščenje po daljnovodi in podobno. Ima patentirano izvedbo prežagovalnega mehanizma, to je veriga na uvodu diska, vrti se cel disk, ne uteka se veriga tako kot pri motorni žagi, se pravi, vrti se cel disk, pa patentirana izvedba, bomo pa videli skico za ohranjanje napetosti same verige. V zgornjem prijemalu, to je tukaj, upam, da se vidi malo miško, v zgornjem prijemalu ta glava zbira šope dreves brez odlaganja na tla in ko zbere dovoljšno količino, dovolj velik šop, pač cel šop dreves ali pa grmovja odloži na tla. Nima kot klasične te procesorske glave, nima podajalnih valjev. Tle so zdaj 3 skice, pa nekaj podatkov. Kogar zanima, si lahko na hitro prebere. Tele spodaj levo gre za to patentirano izvedbo, ki zagotavlja napetost verige, zato da veriga ne pada dol. Za časa poskusa veriga nikdar ni padla dol, mislim, da jo je samo, da je strojnik zamenjal samo enkrat, tako da to kar dobro deluje. Pa v primerjavi z mečem pri tej izvedbi ni nobenega zvijanja meča ali pa nevarnosti, da veriga iztiri iz tega ugodnega utora. To je kar prednost. Veriga je robustna, precej take velike dimenzije, 3/4 cole, pa proti enim drugim izvedbam podobnih glav ima zelo hiter rez.
Pardon. Še nekaj izkušenj. Pardon. Še nekaj izkušenj v poskusu, pa kar nam je lahko operater povedal, ker že precej časa, že kar nekaj let upravlja s to glavo, sicer standardno, brez tiste opore, to bomo videli pojma. Ampak po operaterjevih izkušnjah je treba ta disk zamenjati približno na 1 leto, ker se tale material se utrudi na obodu in je treba zamenjati. Drugače je pa zelo v redu. Verigo menja, ko ni ostra, ker se običajno zgodi zaradi napak pri podiranju. Recimo, če zadane skalo, menjava veriga je pa hitra in se šteje v minutah. Med trajanjem našega poskusa, to je bilo približno 3 tedne, sta bila stroj pa glava brez okvar. Imeli smo samo 2 počeni hidravlični cevi in še to je bil isti dan. In sicer zaradi zunanje poškodbe. Pardon. Še ena zanimiva stvar, ker nima teh podajalnih valjev, tudi na tak način operater prilagodi teh. Se pravičujem. Tudi na tak način operater prilagodi tehniko dela, da najprej prežaga drevo recimo na polovici višine ali pa na dolžini 4 do 5 metrov od tal. To pa zaradi lažjega spravila, pa za zmanjšanje poškodb sestoja pri spravilu in pri tem, ko odlaga šop drevesna tla. Ampak to pa pomeni izgubo časa. Tole sem prej omenil. Spodaj levo gre za standardno izvedbo te glave. Za potrebe projekta so testirali tudi različne oblike teh opor za breme, kar je videti na sliki spodaj desno, montirano to oporo za breme. Namen te opore pa je, da ima operater višjo kontrolo nad premikanjem šopov. In to se je po operaterjevih besedah izkazalo kot zelo v redu. Tlele na teh slikah lahko vidimo tudi, da Brake ni edino podjetje, ki proizvaja tak tip sečnih glav. Ima pa edino tako izvedbo z diskom z verigo, vsaj kakor je meni znano. Imajo pa druga podjetja različne izvedbe tega prežagovalnega mehanizma. Nekatere imajo verižno žago, kot pri običajnih sečnih glavah, nekatere imajo pa tako imenovano giljotino, oziroma gre za različne izvedbe ščipalca vej. Pardon. Ena firma je finska firma Narva, druga pa sem nedolgo časa zasledil Uniforestovo glavo. In gre tudi za sečno zbiralno glavo, sicer na tej sliki se ne vidi, ampak obstaja izvedba tudi oziroma se tole je ta drugo prijemalo za zbiranje dreves. Uniforestova glava ima pa ščipalec oziroma nož za drevesa, za prežagovalni mehanizem. Poglejmo si še na hitro nekaj o varnosti pa o težavnosti takega dela. V bistvu gre za delo strojnika za sečno, o tem je že kar nekaj znano. Neovrgljivo je, da gre za, v primeru recimo s sekačem, da gre za visoko varnost delavca, ki je na varnem v aklimatiziranem prostoru v kabini. Lahko si pa pogledamo tudi težavnost dela. Na levi lahko vidimo
težavnost dela merjeno s pulzom med delom, in sicer gre za sekača, ki je bil star 42 let, gre pa za podiranje, mislim, da 4 dreves, to je en njegov delovnik, in puls je bil v povprečju 140 utripov na minuto, kar pomeni, da gre za zelo težko delo. Na desni vidimo našega operaterja v projektu, to je njegova približna starost, sigurno je pa star več kot 60 let, in gre tudi za en njegov delovnik, in vidimo v bistvu, da še celo puls nekoliko pada med delovnikom, da se pa v povprečju giblje recimo slabih 90 utripov na minuto, kar je bistveno manj od sekača na levi recimo. Skale sta pa poenotene zgolj, Y skala gre do 108, ne vem, se to vidi, gre do 180 pri obeh grafih. Ponuja pa ta tip dela tudi eno ergonomsko past, tako imenovano, in sicer gre za statično delo, podobno pisarniškemu, veliko število odločitev na minuto, pa za sindrome ponavljajočih gibov. Zdaj bi si pa pogledali še nekaj o tehnikah dela pri redčenju. In sicer mi smo izvajali v poskusu 2 tehniki dela. Najprej je treba povedati, da odkazila klasičnega ni bilo. Operater je dobil usmeritve pa cilje za te sestoje. O tem bom mogoče malo več povedal o tipih sestojev kolega Matevž. Se pravi, odkazila ni bilo in operater je sam izbiral drevje za poseg v skladu z usmeritvami. Delali smo 2 različni tehniki dela, in sicer klasično izbiralno redčenje, ki je prikazano tule na spodnji levi sliki. Recimo tele rdeči zmazki so drevesa, ki padajo, zeleni pa tisti, ki ostanejo. Gre za to, da v bistvu pri nas je običaj, da strojnik podere drevesa, ki so odkazana, in se pač do vsakega drevesa posebej mora prebiti z glavo. In druga ta inovativna tehnika oziroma novejša je pa, gre za pasovno oziroma geometrijsko redčenje. To je pa prikazano na sliki zgoraj levo. Gre pa za to, da strojnik se pomika ob sečni poti in levo in desno odsečne poti postavlja pasove. In ko se odloči za postavitev pasa, podere vsa drevesa na tem pasu. Angleško se to reče boom corridor thinning, boom kot dvigalo, koridor kot koridor ali pas. Je pa ta tehnika prav prilagojena za redčenja pa za sečno zbiralno glavo. Zdaj, ti pasovi so relativno naključno umeščeni v prostor. Zelo pomembne so pri izbiri pasov so izkušnje operaterja, tudi glede seveda na cilje redčenja. So pa relativno ozki. Tle je primerjava iz zraka za del gozda, ki je bil redčen po pasovni tehniki dela, pasovno redčenje pa izbiralno redčenje. Poanta pa je, da se sestoja po redčenju jih je težko vizualno ločiti.
Zdaj bi si pogledali en kratek 30-sekunden video. Gre za pohitreno delo, snemano je iz kabine in gre za primer izbiralnega rečenja. Pohitren je približno 4-krat. Tak je način dela s to glavo. Se mi zdi, da je malo zaštekalo, bom probal še enkrat. V glavnem gre za izbiralno rečenje in operater izbira drevje izbiralno. Zdaj bi si pa pogledali še podoben 30-sekunden izsek iz delovnega dneva, kjer bo šlo pa za pasovno rečenje. Videli bomo, da v bistvu si strojnik vizualno zastavi ta pas, kjer se redči, ga izbere in podere vsa drevesa na tem relativno ozkem pasu. No, pa si še tega poglejmo še enkrat. Upam, da ne bo zelo. Okej. Še nekaj izkušenj pri delu s tehniko pasovnega rečenja. Pri gostih sestojih smo opazili, da je tale sečno-zbiralna glava se lahko v nekaj metrih napolni in potem lahko pride malo do težav, ki je odvisen od izkušenosti operaterja, kako jih reši. Lahko pride do izzivov, kam položiti šop. Nasprotno pri redkih sestojih se v tem pasu pojavlja nekaj dreves in pač strojnik položi na pol prazen šop dreves na tla. Izziv so tudi debela drevesa v sestoju, recimo nad 50 centimetrov. Če je ta delež relativno velik, se jim je nekoliko težko izogniti. Gre bolj za to, da ne da jih strojnik ne bi mogel podreti, mogoče res najdebelejših ne more podreti, ampak gre za to, da to ni več rečenje. Se pravi, težko je včasih položiti ta pas zaradi izogibanja tem drevesom, pa tudi, da jih ne poškoduje pri sečnji. Vse te situacije lahko tudi nekoliko pripomorejo k izgubi te prednosti sistematičnega polaganja pasu. Prednost je pa hitrost. Tudi tale veriga, nameščena na obod diska, je
relativno občutljiva na skalovitost, mi sicer v poskusu nismo imeli težav s tem, ker ni zadev nobene skale, ampak si pa lahko predstavljate, da je tam na kraškem svetu, kakršne so bile tudi naše ploskve, smo imeli kar precej površinske skalovitosti, da je lahko to hiter težava ob neizkušenosti. Situacijo pa lahko dodatno zakomplicira še malo slabe vidljivosti zaradi kakšnih praproti ali pa valovitosti terena, pa globinske predstave. Pa tako. Pomembna je zelo izkušenost operaterja, če pa se slučajno zgodi, se pa, kot sem že prej omenil, verigo hitro zamenja. Par stvari v razmislek. Tale sečno-zbiralna glava se je po našem mnenju kar dobro izkazala, zelo je učinkovita, hitra, res zanesljiva. Prihaja iz Skandinavije, tudi 2 projektna partnerja sta iz Skandinavije. Oni večino nege gozda izvedejo stroj za sečno, ampak imajo pa malo drugačno gozdarsko tradicijo, golosekov pa sadnje, malo bolj siromašen gozd imajo, kar se tiče pestrosti drevesnih vrst. Lahko imajo tudi lažje terene, mi imamo lahko izredno pestre terene, kar se tiče naklonov kraškega sveta, skalovitosti. Pa še ena velika prednost, na to se sicer navezuje na strojno sečno, ampak delavci na varnem v kabini, učinki so visoki, delo fizično ni zahtevno, kar pa svoje izzive potegne za sabo, ampak to so stvari, ki se jih da rešiti z organizacijo dela. Tako v razmislek. Še ena slika ene naše poskusne ploskve po redčenju v bukvi. Hvala. Hvala, Urban. Je mogoče kakšno vprašanje zdajle? Prav, pa bo pa Urban, prosim, če nehaš deliti ekran. Hvala. Prav, pa zdaj vabim še kolega Matevža Triplata, da predstavi konkretne rezultate. Hvala, Nike. Lahko samo tole tehnično preverimo, če se vidi ta pravi ekran. Ja, se vidi. Okay, hvala. Hvala, Nike, hvala Urbanu za to predstavitev. Video je malo se zatikal, bomo naložili na spletno stran, kot je napisala že Nike, tudi te posnetke, da si jih boste lahko kasneje še enkrat ogledali. Jaz bom predstavil pa izkušnje s terenskih meritev. Predstavljeni rezultati so plod skupnega dela več raziskovalcev, 4 držav, tako da v bistvu del predstavljenih rezultatov je pripravil španski kolega zaposlen na Švedskem in pa del rezultatov je predstavila španska kolegica, ki pa dela na univerzi v Madridu. Zdaj, slovenski poskusi so bili izvedeni v jugovzhodnem delu Slovenije, sicer v Kočevju. Sestoje smo zbrali s podporo predstavnikov podjetja SIDG, Zavoda za gozdove in pa predstavniki Gozdarskega inštituta. Glavo za sečno smo uporabili v 3 različnih vrstah sestojev. Želja je bila, da so to neki tanjši sestoji, mlajši sestoji. Zdaj, en sestoj je bil prvo redčenje v nekem bukovem letvenjaku, potem je bil poizkus upravljen tudi v zakasnelem redčenju v smrekovem drobovnjaku in pa tudi zelo zakasnelo prvo redčenje v sestojih s posebnim namenom na nekih opuščenih kmetijskih zemljiščih. Terenske razmere, naj omenim, niso bile vedno ugodne za strojno sečno, zdi se nam pa, da odražajo neko stanje v Sloveniji, tako da s takimi izzivi se srečujemo tudi drugod po Sloveniji, zato nas to nekako tudi ni motilo.
Slike vidimo, da gre za izrazito kraški teren z veliko gostoto manjših vrtač. Predvsem zaradi teh vrtač se naklon terena lahko zelo hitro spreminja na zelo kratkih razdaljah. Mi smo v Sloveniji izločili 40 raziskovalnih ploskov. Nažalost nismo uspeli na vseh izvesti poskusov v določeni meri zaradi terenskih omejitev, kot so bile pregloboke vrtače, premehko v vrtačah, prevelik naklon, skalovitost in podobne težave. Smo pa izvedeli 32 ploskah, pa smo izvedeli sečno. Zdaj, zaposleni na inštitutu so predhodno opravili inventuro v prvi polovici januarja. Spremljanje je zajemalo nekako izločitev teh transektov, po 2 100 kvadratnih metrov velika transekta na plosku, v sklopu katerih smo popisali popolni popis dreves s premerom na 1 centimeter pred sečnjo in pa po opravljeni sečnji. Opisali smo popis odmrle lesne biomase z vidika ocene, da bomo lahko opravili oceno požarne ogroženosti. Tekom izvedbe sečnje smo s časovnimi študijami opravljali frekvenčno analizo. Po opravljeni sečnji smo opravili popis poškodovanih dreves ob sečnih poteh in pa vseh poškodovanih dreves po obeh transektih na plosku. Na samih sečnih poteh smo opravili še popis poškodb tal, in sicer z vidika kolesnic globjih od 10 centimetrov. Po končanem spravilu pa smo tudi za vsako posamezno plosko tudi stehtali lesno biomaso, da smo lahko ugotovili, kakšni so učinki. Pri terenskem delu je, kot sem že omenil, šlo kar za intenzivno delo. Pri tem terenu je sodelovalo 12 ljudi z Gozdarskega inštituta, švedski strojnik in pa njegov prevajalec. Na srečo pa smo imeli tudi operativno podporo zaposlenih na SiDG-ju, tako da kadar nam je kaj zmanjkalo, kakšen kos opreme ali pa se je pojavila kakšna težava, so nam z veseljem in zelo hitro priskočili na pomoč. Zdaj bomo v parih slikah predstavil te različne 3 sestojne tipe, bolj tako, da dobimo vsi občutek, za kakšne sestoje gre. Zdaj, prve 2 sestoja sta se nahajala v gozdno-gospodarski enoti Željne Laze, kjer smo raziskovalne ploskve postavili v ta mlajše bukove sestoje. Gre za terene, ki so precej kamniti, to so nekje v okolici Kočevja najmanj primerne lokacije za kmetijsko rabo. Rastično-gonitveni razred, tu je hrastovo-bukovi gozdovi. To so vrtačasti položni tereni z nekimi neizrazitimi dolinami. Zdaj, zaradi dostopnosti in pa bližine teh vasi pa mesta Kočevja so se gozdovi že dalj časa intenzivno izkoriščali. V preteklosti so bile pa velike površine v neki ekstenzivni kmetijski rabi z vidika pašnikov, stelnikov. To so zato sestoji slabše kakovosti. Zdaj, drug sestoj je šlo, kot sem omenil, je šlo za neko zapoznelo redčenje v smrekovih drobovnjakih. Rastično-gonitveni razred, to je zasmrečeni hrastovi bukovi gozdovi. To je tip gozdov, ki so jih slovenski gozdarji osnovali že pred Prvo svetovno vojno. Izhajajo iz teh velikopovršinskih direktnih premer, ki so se izvajali naprej še tudi po letu 1955. Danes je pa zaradi podnebnih sprememb ranljivost teh sestojev znatno poslabšana. So bili pa to v naših poskusih najdebelejši sestoji z najmanjšo gostoto dreves in zaradi te pazljivosti pred napadi podlubnikov smo se tukaj odločili tudi za najnižjo intenziteto redčenja. Zdaj, zadnji sestoj je pa na drugi lokaciji, in sicer ob robu Kočevskega polja, kjer najdemo za Kočevje edinstvene gozdove, s katerim se gospodari na poseben način. Tu gre za rastično-gonitveni razred, imenovan gozdovi za pospeševanje vrstne pesnosti. V preteklosti so bila tudi ta območja nekoč v ekstenzivni kmetijski rabi, po opustitvi pa je prišlo do velikega zaraščanja.
Tako da tukaj najdemo danes nizkorodne in degradirane gozdove, mestoma grmičevje v različnih sukcesijskih fazah, vse to se pa prepleta s travniki. Zaradi vse te raznolikosti drevesne sestave so tovrstni sestoji neka protiutež v smislu biotske raznovrstnosti tem bolj obsežnim nižinskim smrekovim monokulturam. Zdaj tukaj je lesno pridelovalna funkcija sekundarnega pomena, je pa izjemno poudarjena ta vloga biotske pestrosti. Analiza sestojnih podatkov zbranih z inventuro ni pokazala nobenih statistično pomembnih razlik med posameznimi raziskovalnimi ploskvami za večino sestojev. Na podlagi tega lahko sklepamo oziroma nam to zagotavlja neke smiselne primerjave med delovnimi tehnikami. Tako smo se z raziskavo odločili, da primerjamo, kot je bilo že omenjeno, to novo inovativno tehniko pasovnega redčenja z obstoječim načinom redčenja strojne sečnje na način izbiralne tehnike redčenja. V predstavitvi se bo oznaka BC nanašala na pasovno redčenje, kratica BC izhaja iz angleške besede bone corridor, in pa oznaka S se bo nanašala na izbiralno redčenje, ker izhaja iz angleške besede selective thinning. Če gremo kar neposredno na produktivnost dela, lahko povem, da se je izkazal v večini sestojev ta nova metoda pasovnega redčenja, da prinaša sorazmerno večjo produktivnost kot običajna metoda izbiralnega redčenja. Relativna razlika med metodami se je pokazala, se je ponavljala oziroma potrdila tako med sestoji, kjer vidimo, da imamo od 18 do 24, od 15 do 24% višjo produktivnost v primeru pasovnega redčenja v vseh treh sestojih. To se je pa potrdilo enako tudi v drugih državah. Zdaj vidimo, da tukaj v primeru tega, ko je strojnik sam izbiral redčenje, je bila intenziteta teh redčenj res velika, od 34% odstranjene temeljnice v primeru smrekovega drugovnjaka, ker smo izrecno strojniku naročili, da naj proba poreči čim manj, da naj z neko previdnostjo nastopa, do skoraj 70% odstranjene lesne mase, kjer je v teh zaraščenih sestojih bila zelo velika gostota leske. Zato se tudi zdi tako velika, zato je tudi na koncu tako velika odstranjena temeljnica. Če gremo kar naprej. Zdaj, če upoštevamo vse študijske enote iz vseh držav in upoštevamo dejstvo, da je v bistvu stroj upravljal isti operater, da gre za isti stroj, lahko izločimo nekje vse druge dejavnike in s tem ugotovimo, da je 16% večja produktivnost spet v korist pasovnega redčenja. Čeprav pa je to kar velika razlika, je ta razlika še zmeraj statistično mejna, oziroma mejna je p-vrednost, s katero bi lahko potrdili statistično značilne razlike. Zdaj, za modeliranje strojne sečnje smo preučevali še druge spremenljivke, ki vplivajo na samo produktivnost. Zdaj predstavil bi, recimo na sliki prikazujem napovedni model na podlagi srednjega premera sestoja. Tudi v tem primeru vidimo, da je produktivnost boljša v korist pasovnega redčenja. Vidi se pa, da ta spremenljivka ne zadostuje za enoten model, s katerim bi pojasnili produktivnost. Že samo z naslednje slike se vidi, da je velika razlika med modelom za sestoje s srednjim premerom, ki je tanjši od 10 cm, in pa sestoje s srednjim premerom, kjer je srednjim premerom debelejšim od 10 cm. Zdaj, razlike v produktivnosti med delovnimi metodami so postale bolj očitne in pa tudi statistično značilne na raziskovalnih ploskov s srednjim premerom drevja večjim od 10 cm. Tukaj so bile razlike kar 26%, vidimo, da je p-vrednost statistično značilna, medtem ko pri tanjših sestojih
ni bilo očitnih razlik med izbiralnim redčenjem in pasovnim redčenjem. Naknadno smo ugotovili še, da bi bila mogoče najboljša spremenljivka za napoved produktivnosti količina spravljene lesne biomase, vendar tudi tukaj ugotavljamo, da bi bilo treba v model vključiti verjetno dodatne spremenljivke. Produktivnost in pa razlike med tehnikami redčenja smo nadalje raziskali tudi s poročevanjem posameznih delovnih elementov v delovnem ciklu stroja. Tekom časovne študije smo beležili 8 elementov. Tukaj gre za iztek roke, ko strojnik izteguje hidravlično roko z razprtimi čeljustmi proti drevesu. Naslednja operacija, ki smo jo spremljali, je prežagovanje drevja, to je to prvo prežagovanje nekje pri tleh. Potem smo spremljali prežagovanje dreves na sečni poti, to pomeni, to gre za tisto žaganje, podiranje dreves, kjer si strojnik čisti sečno pot oziroma si užaguje sečno pot, kjer se bo premikal. To smo izločili od prežagovanja zato, ker smo sklepali, da bo tukaj pri tej tehniki, pri tem elementu dela ne bo razlik med primerjavami po tehnikah redčenja. Potem je prežagovanje vrha, to je tisti dodaten element, ki se je tudi lepo videl iz videa, kjer se srečujemo z previsokimi sestoji, recimo višjimi od 8 metrov, za potrebe zbiranja v kupe in potem samega spravila strojnik najprej odžaga vrh drevesa in potem zagrabi še pri tleh. Kot je že omenil uvodoma Urban, to ni procesorska glava, nima poddajalnih valjev, zato mora ta dodaten proces prežagovanja opraviti, tako da zagrabi pod krošnjo drevo. Potem smo zabeležili še, kadar on šop zbira, ga privlačuje k stroju in ga odlaga v kup. Obdelovanje kupov, kjer pripravlja kupe za neko spravilo, jih oblikuje, jih krajša. Sam premik stroja po sečnih poteh naprej, nazaj, vse ostalo smo pa zabeležili pod razno. Zdaj tukaj mogoče zanimivo bi bilo izpostaviti z tega grafikona, se lahko pohvalimo, da vidite, da smo v bistvu polovico teh terenskih meritev opravili v Sloveniji. Kar je še razvidno iz tega grafikona, je to, da vidimo, da je v bistvu iztek roke in pa prežagovanje ob tleh zajema nekje 40 do 50% skupnega produktivnega časa. Če pogledamo še povprečne čase delovnih elementov in jih primerjamo po pasovnem redčenju in izbiralnem redčenju, ugotovimo, da je ta nova metoda pasovnega redčenja v bistvu hitrejša v vseh delovnih elementih. Zanimivo je tudi, da so se izkazale te vrednosti, da so določeni elementi statistično značilni. Zdaj, kot sem pa že uvodoma omenil, pri prežagovanju dreves na sečni poti ali pa pri premikih stroja se te razlike niso potrdile, kot omenjeno, pričakovano niso potrdile. Omenil sem že, da smo želeli spremljati tudi, kakšne so poškodbe na sestoju, na drevju po opravljeni sečni. Tukaj zdaj predstavljam povprečne vrednosti na raziskovalno plosku, ločeno za obravnavane tehnike redčenja, z najmanjšimi pa najvišjimi vrednostmi v oklepajih. V Sloveniji vidimo, da so bile te vrednosti nekoliko višje v primerjavi z skandinavskimi deželami, z 6,6 dreves na 100 metrov sečne poti in pa 12 drevesi na 100 metrov sečne poti v primeru izbiralnega redčenja. Tako da vidimo, da so tudi z vidika poškodb ti podatki v korist pasovnega redčenja. Če bi to preračunali nekje na hektarske vrednosti, bi rekli, se pravi, da je v primeru pasovnega redčenja poškodovanih pričakujemo pri nekih 33 dreves poškodovanih na hektar, v primeru izbiralnega redčenja pa je teh dreves 60 na hektar.
Spremljali smo tudi poškodbe po upravljenem spravilu. Zdaj, tukaj so navedene samo hektarske vrednosti, ampak vidimo, da je v bistvu po spravilu teh poškodb bistveno več. Težava, ki smo jo mi videli, je možnost ta, da v bistvu smo želeli zajeti v raziskavo čim manjšo površino gozdov, zato morda naše sečne poti niso bile najbolj optimalno postavljene, niso bile postavljene pahlačasto z nekim diagonalnim kotom na glavno vlako, ampak so bile z nekim pravokotnim kotom. To je potem tudi povzročalo več poškodb pri samem obračanju stroja oziroma izvozu te surovine. Dodatno so bili te sestoji že kar visoki, cirka 16 metrov, in ko je strojnik opravil samo prerez krošnje in pa spodnji prerez, je v bistvu odložil na kupe maso, ki je bila zelo dolga, tudi do 8 metrov. Mi menimo, da če bi recimo forwarder bil opremljen za tako roko, kjer bi bila v bistvu temu hidravličnim kleščam nameščena zraven še neka žaga za dodaten prerez, da bi lahko izvazal tam 5-6 metrov dolgo lesno maso ali pa 4 metre, da bi prežagal še enkrat na polovico, da bi bilo lahko teh poškodb bistveno manj. Tukaj bi pa omenil, da v bistvu nekih statističnih razlik med temi tehnikami pa po spravilu nismo odkrili. Zdaj, če pogledamo malo bolj podrobno te popise poškodb, najpogosteje zabeležena poškodba v Sloveniji je bila opraskana skorja, in sicer nekje na višini višje od 1 metra. Zdaj, posebna opaska pri tem je, da v primeru pasovnega redčenja je ta poškodba v večini primerih bila manjša od 50 kvadratnih centimetrov, medtem ko smo pri zbiralnem redčenju najpogosteje zabeležili poškodbe večje od 200 kvadratnih centimetrov, tako da tudi ta podatek govori v prid pasovnega redčenja. Zdaj, v vseh državah in pa pri obeh načinih redčenja smo kot najpogostejši vzrok evidentirali poškodbo zaradi premikanja glave za sečno. Omeniti pa gre še mogoče, da nas veseli, da v bistvu število teh uničenih dreves, popolnoma uničenih dreves, je bilo v vseh državah in pa v primeru obeh obravnavanih načinov redčenja zelo majhno, in pa sicer nekje med 0,3 drevesa na raziskovalno ploskev. Poškodb tal pri strojni sečnji v Sloveniji nekako nismo zaznali. Popisali smo vse kolesnice globlje od 10 centimetrov. Gre za precej skalovite terene, tako da smo tovrstnih poškodb res evidentirali bore malo. Nekaj več teh poškodb so evidentirali v skandinavskih deželah, kjer so sečno opravljali na bistveno mehkejših terenih. Zdaj, ta slika je za ene od glavnih izvoznih vlak, kjer smo spravilo opravljali enkrat pozno maja, po tisti prvi epidemiji, tako da je bilo v bistvu dolgotrajno deževje, mislim, da je 1 teden deževalo, ko smo prestavljali ta teren, pa je po enem delovnem dnevu vlaka izgledala še kar v dobrem stanju. Zdaj, z vidika emisij smo za izračun vplivov nekako na okolje smo beležili porabo goriva za računalnika stroja, ločeno za vsako ploskev. Podatke smo na to ponderirali še s podatki o dobavljenem gorivu. Videti je, da je evidentirana poraba goriva v povprečju nekoliko nižja v primeru pasovnega redčenja. Spet pa tukaj nismo to potrdili z nobenim statističnim testom, tako da tukaj ni statistično značilnih razlik. Kar zadeva emisije toplogrednih plinov, so bile ocenjene emisije nižje v primeru pasovnega redčenja v vseh državah, na Švedskem 14%, v Sloveniji so bile te emisije ocenjene nižje za 16%, na Finskem pa za 9%. Tako da, če zaključim to zgodbo o emisijah, bi lahko rekel, da v bistvu
med obravnavanimi načini rečenja ni bilo neke značilne razlike, statistično značilne razlike v emisijah, se pa zdi, da je to pasovno rečenje zaradi manjše porabe časa in pa s tem tudi manjše porabe goriva energetsko učinkovitejše od izbiralnega rečenja. Mogoče, če samo še pogledamo nekaj teh zaključkov z vidika teh poškodb pa okoljske presoje. Zdaj, poškodbe tal na sečnih poteh, značilnost poškodb na drevesih in pa tudi glavni vzroki za poškodbe dreves so bili tako pri načinu pasovnega rečenja kot pri načinu izbiralnega rečenja podobni. Tukaj nismo odkrili nekih podobnih razlik. Edina potrjena razlika je se pokazala pri številu poškodovanih dreves po rečenju in pred spravilom. In sicer potrdili smo, da je pri pasovnem rečenju statistično značilno manjša poškodbe, manj kot pa v primeru izbiralnega rečenja. Omenil sem pa že, da drugih nekih razlik s statistiko nismo potrdili. Zdaj, če še nekaj povzamem teh delovnih izkušenj, sicer je o tem že govoril Urban, tako da bom jaz kar na hitro tole povedal. Omenil je, da ja, pri veliki gostoti ali pa pri veliki višini dreves je pogosta težava bila pomanjkanje odlagalnega prostora za to visok šop. Če je bil šop previsok, ga strojnik ni imel kam odložiti, ne da ne bi s tem pometal po preostalem sestoju. Zato je bil v bistvu operater stroja primoran prežagovati, ta dodatno prežagovanje opravljati v krošnji. S tem je v bistvu nekako izgubil na produktivnosti dela, recimo pa, da je malo olajšal tudi pa spravilo in da je mogoče bilo spravilo z tega vidika hitrejše. Omenjeno je že bilo, da je žaga občutljiva na kamenje. Sreča je na strani tega, da se zelo hitro zamenja. Omenjeno pa tudi, da v bistvu v primeru tega pasovnega rečenja neko sistematično postavljanje teh pasov, izdelava teh pasov je nekje omejena z vidika, a je gostota sestoja preredka, kar pomeni, da tam, ko bi on delal, tam, ko se odloča, da bi naredil pas, mogoče na koncu ne bo nekih učinkov za vidika izvoza lesne biomase. Če je gostota prevelika, nima kam odlagati te biomase. Če se v tistem pasu, ki bi ga on rad izdeloval, pojavi samo eno debelejše drevo, se hitro pojavi težava zmogljivosti glave, ker on, ko pride s nekim šopom, že zbranim do debelega drevja, ta zmogljivost ni več 26 cm, ampak je nižja zaradi tega šopa, ki ga drži v čeljusti. Tako da to so bile neke take opaske, ki bi v bistvu lahko, če bi jih znali odpraviti, še izboljšale učinkovitost dela. Zdaj, če samo zaključim, ja, poskusi so pokazali, da v bistvu ta nova tehnologija sečne z to novo glavo pa na ta način zbiranja drevja v šope lahko poveča stroškovno učinkovitost teh rečenj mlajših sestojev. Še zlasti se to pokaže v primeru dela za novo tehniko pasovnega rečenja, imenovano Boom Corridor. Omenil bi še to, da smo v Sloveniji, kot je Nika že omenila, tudi v bistvu izvedli praktični prikaz delovanja te nove tehnologije in pa te tehnike rečenja. Zelo veseli smo, da se je takrat še v normalni situaciji zbralo več kot 100 udeležencev. Takrat je bilo med njimi 56 predstavnikov izvajalcev storitev in pa 54 predstavnikov strokovnih služb. Zakaj sem to hotel povedati, je, ker smo takrat v bistvu med udeleženci razdelili vprašalnike, s katerimi smo jih pozvali, da bi nekako zelo na hitro, zelo splošno ocenili primernost te nove tehnologije za delo v sestojih oziroma za rečenje sestojev mlajših razvojnih faz. Zdaj,
Večji del izvajalcev storitev in pa predstavnikov znanosti se je takrat strinjal ali pa celo zelo strinjal s tem, da so predstavljene tehnologije primerne za redčenje sestojev mlajših razvojnih faz. Opazili smo takrat, da so bili nekoliko bolj zadržani predstavniki strokovnih služb, ki so pa v večjem deležu zdaj ali niti ne strinjajo ali pa niti se strinjajo s tem, da bi bila tehnologija primerna za sestoje mlajših razvojnih faz. Zdaj bi pa rad prešel kar v ta del, kjer bi v bistvu tudi vas želel aktivirati. Kolegico bom prosil, da če še ni, da vam v chat posreduje link do tele povezave. Malo še ostanite mogoče z mano na predstavitvi, da še v parih minutah samo predstavim, kako izpolnjujete samo anketo, potem se bom pa vrnil na ta slajd, kjer je ta QR koda, ta povezava, katero si lahko prepišete v brskalnik. Link imate tudi na mailu, s katerim ste se prijavili, ali pa v chatu. Zdaj, v prvi strani te povezave bo neka uvodna stran, s katero lahko kar hitro preskočite na naslednjo stran. Na naslednji strani so neki kontaktni podatki. Naj opozorim, da je mail, če ne boste vnesli maila, vas bo sistem opozoril, da ste pozabili vnesiti mail. V bistvu nobenega od teh podatkov ni nujno vnesti. Anketa bo sicer predstavljena, rezultati ankete bojo predstavljeni v anonimizirani obliki. Zdaj, te rezultate, te vaše podatke bi mi radi uporabili tudi v celostni presoji, ki bo upravljena v vseh državah skupaj. Za potrebo te presoje je res pomembno, da zberemo vse podatke tega vprašalnika in v primeru, da bi kakšne podatke ali pa da bi kje prihajali do kakšnih neskladij, bi vas mi želeli kontaktirati preko maila in odpraviti ta neskladja v vašem vprašalniku. Zato, če se strinjate, bi vas res prosil, da nam vpišete ta mail, preden nadaljujete na naslednjo stran. Zdaj pa, ko boste pa prišli na naslednji strani, bo pa že ta celostni vprašalnik. Danes boste presojali različna trajnostna merila, ki pripadajo različnim trajnostnim vidikom, ekonomskim, okoljskim, socioekonomskim ali pa rečemo sociokulturnim in pa tudi nekim vidikom z vidika ustvarjanja dodane vrednosti. Vaša naloga tukaj bo, da tem vidikom, kot so učinkovitost, produktivnost, donosnost investicije, poškodbe pri sečnji, požarna ogroženost, skratka, da vsem tem navedenim vidikom ocenite, da jim določite neko oceno v primerjavi z obstoječo tehnologijo. Tukaj bo zdaj malo drugače. Mi smo s poskusi delali nova tehnologija pasovnega redčenja proti izbiralnemu redčenju. Vaša naloga zdaj v tem vprašalniku je pa, da primerjate tehnologijo strojne sečnje z to nameščeno glavo za zbiranje v šope proti tej tradicionalni tehnologiji redčenja. Tako da rečemo, da se morate postaviti v vlogo, da presojate, ali je to strojno sečnja boljša ali slabša v primeru redčenja z motorno žago. Zdaj, kako to upravimo? Tukaj imamo, kot sem že omenil, 3 kolone. Prva kolona se imenuje ocena. Zdaj, to oceno podajate kot primerjavo z motorno žago. Če se vam zdi, da je produktivnost 300% boljša ali pa 200% boljša, recimo, boste tukaj vnesli številko 300, če bi rekli, da je 20% boljša kot delo z motorno žago, boste vnesli številko 120. Če se vam zdi, da je neko merilo slabše kot motorna žaga, boste za 20% slabše, boste 20 odšteli od 100, se pravi, boste tukaj noter vnesli številko 80. In tako pol naprej za donosnost investicije. Če je nova tehnologija bolj donosna v primerjavi s staro, boste vnesli številko višjo od 100. Če je nova tehnologija, se vam po vašem mnenju
manj donosna od stare tehnologije redčenja z motorno žago, boste odnesli številke nižje od 100. Potem vas prosimo še, da izpolnite naslednje dve kolone, in sicer negotovost je druga kolona. Negotovost, tukaj gre za v bistvu vašo presojo o tem, kakšno je splošno znanje od teh presojanih inovacij, se pravi z vidika posameznega merila. Če vi presojate, da z vidika učinkovitosti, produktivnosti obstoječa znanja zadostujejo, poznamo vse elemente, ki jih rabimo za tovrstne presoje, potem na lestvici negotovosti zbirate zelo gotovo, številka 1. Se pravi, vplivi na te inovacije so poznani in neke dodatne raziskave niso potrebne. Če se vam pa zdi, da je tukaj stanje precej še negotovo, da je še potrebnih dodatnih raziskav, da bomo lahko podajali tovrstne presoje, pa rečete, da je stanje zelo negotovo in sicer se pomikate bolj proti številki 7. Potem je pa še zadnja kolona, kjer v bistvu kot presojevalec ocenite neko samoevalvacija svojega poznavanja področja. Tako da v bistvu, recimo meni se zdi, da sem z vidika učinkovitosti pa produktivnosti kar strokovnjak, tako da bi se odločil nekje za zgornji del lestvice, tam 4, 5, 7. Zdaj recimo za nekih socioekonomskih vidikov pa mogoče nisem toliko strokovnjaka, bom pa tukaj izbral kriterij nekje bolj, da je moje znanje na tem področju zelo nizko ali pa nizko, med 1 in 3. Naj omenim, se pravi, naj samo še opozorim, se pravi, 1 pri negotovosti pomeni zelo gotovo, dobro raziskano, 1 pri mojem strokovnem znanju je pa, da je moje znanje zelo slabo. To bodite pozorni, da v bistvu je recimo temu skala obrnjena. V bistvu ni obrnjena, ampak vas pri negotovosti sprašujemo o negotovosti, če bi vas pa spraševali o gotovosti, o poznavanju področja, bi bila pa ta skala normalno obrnjena. Zdaj na koncu potem tega vprašalnika boste imeli še prosta polja, kjer lahko date samo nekaj ključnih besed vašega pogleda v posameznem vidiku. Ni se treba, oziroma ni želja, da se tukaj preveč razpišete, probite nam samo dati nekaj iztočnic, ki jih bomo mi potem, jaz jih bom potem prenesel v te naše slajde in bi nam to bile lahko neke iztočnice za končno diskusijo na koncu, potem, ko bom jaz predstavil najprej te rezultate naše skupinske presoje. Zdaj pa in pa, ko pridete do konca vprašalnika, bi vas prosil še, da ne pozabite pritisniti konec. Jaz bi tukaj dal besedo Nike, da še pove, kako bomo zdaj tehnično, v bistvu smo si zamislili, zdaj bomo naredili nekaj pauze. Nike, se boš kar vključila. Ja, hvala, Matevž. Hvala, Nike. Zdaj, ideja je taka, da se vsi vključite zdaj v to enko, greste izpolniti anketo in vam damo čas dobrih 10 minut, se pravi do 10:20, da izpolnite to anketo. Tako da zdaj imate ta čas za razmislek. Vem, da je mogoče težko na vsa ta vprašanja odgovoriti, ampak gre za neko strokovno presojo, za vaše mnenje, za neke ocene. Anketni vprašalnik je anonimen in mi bi z njim samo želeli nekje ujeti vaše mnenje, vaše stališče in tako naprej. Tako da zdaj vam bomo dali do 10:20, do 20 minut čez 10 čas, da izpolnite vprašalnik, potem pa bo Matevž naredil hiter obdelavo podatkov in vam bi želeli tudi takoj pokazati. Tako da ne zapustiti potem, ko anketo izpolnite. Pol imamo še eno kratko predstavitev orodij, uporabnih orodij. V tem času bo pa Matevž naredil končno prvo obdelavo podatkov in jo bo potem tudi predstavil. Tako da bomo imeli možnost tudi za razpravo. Tako da toliko. Matevž, še kaj za dodati?
Hvala, Nike. Jaz sem v bistvu v chat dodal mojo telefonsko številko, če bo kakršnokoli vprašanje, jaz se bom dal zdaj na mute, pa bom tukaj pri telefonu lahko tudi na hitro rešimo. Kakšno tehnično težavo ali pa kakšno dodatno vprašanje. Prav, razprava bo sledila pa potlej skupaj z predstavitvijo rezultatov tehle anket. Rezultatov anket. Prav. Se vidimo čez 10 minut.